Prisrčen in lep pozdrav, cenjene gledalke in gledalci iz oddaje s farmacevtom za zdravje. Tudi to pot se mudimo v Svetem Juriju Pčavnici, v eni od pomurskih lekarn. Z nami je Polonca Fiala Novak, magistra farmacije in vodja te lekarne. Polonca, danes pa bo nekaj govora o hemoroidih. Pa seveda pozdrav namenite našim gledalcem. Tako, lep pozdrav vam, našim gledalcem. Res je, zlata žila bo danes tema, če poveva po domače, ne, torej hemoroidi. Zdaj je zlata žila, ima tako zanimivo ime, ne, včasih zakaj, res? Ne vem, odkot izhaja pravzaprav. Je pa res, da tukaj ni prav vse, bomo rekla, vredno zlata, ne, če rečeva pri tej težavah, ki so pravzaprav zelo pogoste pri ljudeh. Nevšečne, ne? Nevšečne težave, včasih ljudje tudi o tem težko spregovorijo, bodimo realni, ne. Je pa res, da če se nekoliko vrneva na eno izmed prejšnjih oddaj, ko smo govorili o krčnih žilah, izjemno povezane, ne. Težave so izjemno povezane, zakaj? Namreč zlata žila, hemoroidi so pravzaprav te krčne žile v danki, ne. To se pravi v zadnjiku krčne žile, ki se pojavijo, to se pravi, in so, bom rekla, najpogostejši vzrok krvavitev. To je pravzaprav tisto bistveno. Vemo, da deluje svit, ne, svit, ki preprečuje rak na debelem črevesju, ne, in dejansko vsako krvavitev zazna in pa poskuša nekako dognati, kaj je vzrok. Ljudje pa zelo pogosto krvavijo prav pri hemoroidi. To je prav taki tisti simptom. Ljudje se izjemno prestrašijo, seveda pride po pomoč. Dobrodošlo je, da seveda takrat izključimo vse druge možne vzroke, in pa se pogosto najde, to se pravi vzrok, ki ni toliko nevaren, sploh ne, ampak gre včasih ali pa zelo pogosto torej za zlato žilo. Zdaj, hemoroidne vene, ne, to so hemoroidne vene, ki prihajajo do njihovih nekih težav. Govorila sva tudi zadnjič o šibkosti ven, tudi tukaj je ta vena šibkejša, hemoroidna vena, ki se nekako nahaja okrog zadnjične odprtine, skupaj z mišicami, ne, skrbijo, da naša, bom rekla, prebava prav teče ali se pa prav tudi zaostavi, to se pravi, skrbijo, da blato ne uhaja, da vetrovi ne uhajajo. To se pravi, ko se pa to nekako ta žila razširi, ne, govorimo o teh žilnem sistemu, ki je razširjen, tudi mišice zapiralke težje delajo, to se pravi, prihaja do takih res nevšečnosti, kot ste rekli, ne samo od tistih bolečin, o katerih ponavadi tožijo ljudje, ki se s tem soočajo, ampak tudi nevšečnosti v dejansko plini, uhajanje blata in tako naprej. Zdaj, hemoroidov je sicer sta dve vrste, ne, govorimo o notranjih hemoroidih, ki je zanimivo, ne, reče ljudje, ja, notranje imam, boli, ne more. Notranji hemoroidi načeloma niso boleči, ker tam ni nekaj dosti živčnih končičev, je pa res, da pogosto ta notranji hemoroid zdrsne skozi zadnjik in potem se tudi vname in tukaj govorimo potem o bolečini. Ta notranji hemoroid, ne, če ni boleč, kako bi ga pravzaprav zaznali, pa ti ga ne moremo, ne. Načeloma je pa krvavitev tista bistvena, ki nakaže, da gre lahko tudi za hemoroid. Kot sva že rekla, res poudarjamo, krvavitev, bom rekla, iz danke, je potrebno nekako res biti pozoren, ugotoviti pravi vzrok, da česarkoli ne spregledamo, vendar je krvavitev najpogostejši edini simptom tudi notranjih hemoroidov. Potem pa imamo še zunanje hemoroide, ki pa jih otipljamo, zaznamo in tukaj je res tista bolečina, ja, je pa v ospredju in ponavadi prav ta ali pa neprijetnost, bolečina, skelenje privede tudi človeka v lekarno. Mi smo navadno prvi, kateremu vse vendarle v tem smislu človek zaupa, ja, pa lahko rečem, imamo tudi kar veliko pripravkov, ki to vrsto težavo zelo, zelo hitro in učinkovito ter dobro torej ublažijo. Povedali ste praktično vse o tem, kaj so hemoroidi. Mene zanima tu ena stvar. Ne vem, ampak nisem slišal, da bi ta zadeva bila pri mladih ljudeh toliko kot nevšečnost, ali pa jo bolje skrivajo. Bolj se mi zdi, da to vendarle gre k srednji pa starejši populaciji. Tako bom rekla, ne, tudi mladi se s tem pogosto soočajo, ne, zakaj, ne, tukaj bomo potem videli, veliko je teh faktorov, ki do tega privedajo, ne, ampak je pa res, da veliko bolj nasplošno razširjena je v starejši populaciji, takrat vensko žilje kot tako vendarle slabi, tudi ta hemoroidna vena dejansko slabi, je šibkejša in hitreje prihaja do teh težav,
tudi na vse zadnje do zdrsa. Vendar pa pri mladih, sploh kakšnih fizičnih delavci, to se pravi, ki velika težka bremena dvigujejo, fizično naporno delo, ja, so hemoroidi izjemno pogosti, še posebej v poletnem času, ko potem zraven vročina in se to vname in potem res take nelagodne bolečine in hude težave torej povzroča. Polonca, povedali ste že nekaj o vzrokih, so še kakšni drugi vzroki zraven tega? Ja, vzrokov je tudi pri hemoroidih, to se pravi veliko, to se pravi prva je spet tista šibkost sten, kot sva rekla, ne. Drugo je, kot sva že rekla, visok pritisk, ki nastane recimo konkretno v trebuhu. Zakaj prihaja do visokega tlaka, ne? Govorimo prav o tem fizičnem delu, kot sva rekla, to se pravi včasih ljudje, ki nekaj narodno težko dvignejo, ne. Mi vedno govorimo, kako prav dvignemo bremena. Ne samo zaradi hrbtenice, tudi govorimo konec koncev pravilen dvig, da zmanjšamo ta pritisk v trebuhu in dejansko tudi, kar se tiče v preventivi, konec koncev zlate žile hemoroidov. To se pravi fizično naporna dela, kašljanje, kihanje, zelo pogosto ljudje, ki so recimo tudi prehlajeni, tukaj res govoriva pa bolj o starejši populaciji in ko recimo kašelj traja včasih po 3 tedne, 4 tedne, ljudje so načeloma zdravi, kašelj pa traja hud kašelj, s tem se pritisk dvigne, torej v trebuhu in hemoroidi lahko zelo hitro tudi istovrstnega razloga nastanejo. Potem, če greva prebava, prej ste rekli starejši ljudje, ja, prebava je tukaj, ima neki velik delež, kar se tiče nastanka vzroka, ne. Če prebava normalno teče, blato normalne konsistence, ne, je lahko tovrstna težava veliko manj pereča. Ljudje starejši pa vemo, da imajo težave, pogoste težave z zaprtjem, predvsem ženski del, izjemno pogosto, ne, in tukaj potem prihaja ali do naprezanja pri iztrebljanju, pri veliki potrebi, ta pritisk spet poveča se, ne, zlata žilja je slabša in prihaja do zdrsne, ne. Potem pa tudi konec koncev trdo blato, ki pa lahko to žilo konec koncev poškoduje. Kaj smo rekla v prejšnji oddaji, sva rekla, da se žile, ker niso močne, se raztegnejo, seveda potem podaljšajo, koža se stanjša, ne, in ko je koža tanjša, nabrekla, ta vena nabrekla, blato pa trdo, ne zdrsi, ampak dejansko poškoduje. Prihaja do krvavitev, notranjih hemoroidov, poškodb. Vemo, blato ima pravzaprav iztrebljamo zadeve, ki pač niso več za uporabiti, to se pravi, lahko hitreje prihaja tudi do navsezadnje do okužb, do vnetja, ne. Tako, tudi pri hemoroidih je zelo pogosti vzrok, včasih pozabimo na njega, ne, srbenje, ne. Tudi pri krčnih žilah zadnjic smo rekla, srbenje je tisto. In tukaj ljudje včasih potožijo, ne, rekla sva, zunanjih hemoroidih huda bolečina, pa tudi srbenje je lahko zelo pogosti vzrok, srbi, potem pa spet lahko kakšna okužba zaradi kakšnih morebitnih ran in tako naprej. Kaj je še tisti simptom, ali pa bom rekla, ki je tudi ne glede na vzrok, iz katerega izhaja, ne, krvavitev sva rekla danes, ne, in ljudje včasih, ki imajo notranje hemoroide, pravzaprav sploh ne vedo, ker nimajo nekih hudih težav, ne, bolečine, kot sva rekla, načeloma ni, ne, tako, krvavitve pa so in to so lahko rečemo dolgotrajne, konstantne krvavitve, ki če jih človek spregleda, ne, ali pa jih nalašč noče videti, ne, tudi taki ljudje vendarle obstajajo, ki bolezen nekako skušajo prikriti, zakriti sebi, pravzaprav ne priznati, ne, lahko prihaja do slabokrvnosti, ne, in to je pogost vzrok, to so dolgotrajne krvavitve kar vsak dan, ne, in lahko je tista simptomatika, krvna slika, slabokrvnost je huda, potem malenkost pogledamo in dejansko lahko nas privede tudi kot vzrok, ko danes govoriva, na zlato žilo oziroma hemoroide. Zdaj, rekli ste, Polonca, da veliko ljudi prvo pride k vam v lekarno, se vam zaupa, ne. To je pač takšna zadeva, ki določeni ljudje niti ne spregovorijo o tem. Nekateri grejo k zdravniku, ker mislijo, da še tam bolj za 4 stenami vse ostaja, ne. Kakšno pa je pravzaprav zdravljenje v prvi fazi, pa potem verjetno, ko je to že bolj načeto. Ja, zagotovo, ne, tukaj, kot sva že danes rekla, lahko ponudimo hitro, učinkovito in pravzaprav tako res
pomoč, ki olajša, ne. In to tudi ljudje potem že vedo. Govoriva predvsem o raznih teh oblike krem, gelov, hladilnih gelov, ki tudi to bolečino ali pa skelenje olajšajo. Zdaj, ti pripravki, ki so v obliki zdravil ali pa prehranskih dopolnil, ki se nanašajo, ne, vsebujejo različne učinkovine. Predvsem tukaj lahko poudarimo, da je zelo dobrodošel lokalni anestetik, ne. Kaj pomeni lokalni anestetik? Ko je tukaj huda bolečina, ker je sploh poleti, ko se še to vname, ne, je bistveno, da hitro ublažimo trenutno lokalno bolečino in anestetik je prav ta učinkovina, ki bolečino nekako ublaži. Mi potem dejansko tudi čutimo olajšanje. In v marsikaterem pripravku je dodan razen drugih učinkovin tudi lokalni anestetik, ne. Potem so učinkovine protektivi, ki nekoliko zaščitijo sluznico, prej sva rekla sluznica, potem je tanjša, ne, žila in potem s tem zaščitijo, da potem ni toliko vnetnih procesov, draženja, bolečin in tako naprej. Veliko imamo potem raznih učinkovin, ki pravzaprav vplivajo na, kot sva že rekla pri krčnih žilah, na našo moč žil, da je manj prepustno, to se pravi, da ojačamo stene teh žil, ne. Govorimo o raznih biflavonoidih, tudi v prejšnji oddaji sva to že omenila. In naj povem, da zanimivo, ne, da biflavonoidi obstajajo v obliki tablet, to se pravi, se zaužijajo. Včasih ljudje, ko jim prinesemo to vrstno zdravilo, je kot zdravilo brez recepta, pa seveda reče, kako bo tableta tukaj pomagala. Ne gre za analgetik, ki bi ublažil bolečino, ampak gre za to, da ojačamo to žilno steno. In ja, takrat v tisti prvi fazi damo nekoliko višje odmerke, govorimo v obdobju zdravljenja enega tedna, da se ta trenutna situacija umiri, sanira, res čuti človek izboljšanje. Lahko seveda zraven uporablja tudi kakšen lokalni gel za nanašanje. Seveda pa potem, kadar je ta težava velikokrat pogosta, kronična, če rečeva, ne, in prehaja to iz meseca v mesec, takrat moramo pomisliti vendarle, da je težava tukaj na splošno v šibkosti žilja naših ven kot takih. In takrat jih seveda skušamo ojačati. Slej ko prej je povezano krčne žile z zlato žilo, ne. In takrat damo ta zdravila brez recepta, ki jemlje človek jih dolgoročno, govoriva, tudi zadnjič sva rekla, govorimo o mesečnem jemanju, več mesecev rednega jemanja, da stabiliziramo to našo žilje, da ga ojačamo in tudi hemoroidi potem redkeje človeka nekako onesposobijo oziroma ga napadejo, če rečemo, ne. Zdaj včasih ljudje govorijo, da jim zelo olajša neki hladni obkladki, ne. Tudi geli so, ki to vrstno težavo hladijo, ublažijo. Je pa taka stara zadeva, če se malenko še na zališče orientirava, ne, hrastova skorja, hrastovo lubje, to so naše babice že poznale, ne. Ja, tudi v tem smislu pride zelo prav. Naredimo taki, bom rekla, prevretek, to se pravi hrastovo lubje, moramo mladega hrasta, imamo tudi v lekarni za te obkladke. Skuhamo nekaj pol ure, recimo, da vre, pustimo, da se izluži, precedimo, izjemno ohladimo, sploh ko govorimo o vnetnem procesu, ne, in potem ali sedeča kopel ali hladni obkladki večkrat na dan. Ta, bom rekla, hrastova lubje, hrastova skorja vsebuje, če greva zdaj na učinkovino, čreslovine, ne, in ta čreslovina kaj naredi, ne, bom rekla, tako koagulira ali pa bom rekla, stisne, deluje tako astringentno, ne, na našo to sluznico žilja in tako naprej in naredi tako prevleko, sanira pravzaprav težavo. To se pravi, ja, hrastovo lubje je lahko izjemno dobrodošlo pri ljudeh, ki imajo tovrstne težave, ne. Ja, veliko je teh pripravkov, seveda pa vedno, ne bom rekla, da tukaj zdaj, ko pride pacient, da ga res, ne vem, vse potrebno, ne vem, do konca izprašati, ker takrat spet ga spravimo v neroden položaj, vendar pa neke osnovne karakteristike, bolečina, vnetje, krvavitev je potrebno tudi v svetovanju v lekarni zaznati, prepoznati, da potem na podlagi tega lahko damo potem pravilno zdravilo, pravilen pripravek. Včasih tudi pri ljudeh, ki imajo res tako hudo bolečino, svetujemo zraven tudi kakšen analgetik v obliki tablet, to se pravi,
ki ima še zraven kakšno protivnetno delovanje, recimo govoriva o kakšnem nesteroidnem antirevmatiku, ki pa hipno bolečino ublaži, da potem človek tudi lažje to nekako prenaša. Zopet me malo firbec daje, ne, Polonca. Odstranitev recimo zunanjih hemoroidov fizično z operacijo, to obstaja ali ne obstaja? Ja, obstaja tudi seveda kirurška odstranitev podvezovanih hemoroidov, to je pravzaprav v domeni zdravnika, ampak ljudje, ki imajo to vrstne pogoste težave, ki so kar naprej dejansko v teh bolečinah, ne, in problemih, zagotovo samo včasih s temi pripravki, ki jih tukaj imamo, jih ponudimo in učinkovito dejansko ublažimo, včasih samo s tem ne zadostuje, je potrebno žal tudi pogosto kakšen kirurški poseg. Torej, dosti veliko tega lahko napravimo doma, ne, tudi v tema še kakšno rekla, jaz pa vem recimo, ko sem slišal, tudi nekaj je prehrana, ne, mogoče neki izdelki, neka hrana, ki res reči blato, mogoče, recimo vem, da veliko število, ki ima hemoroide, recimo odgovarja kaki. Bojda zaradi vlaknin, zaradi vsega deluje pomirajoče in seveda ne povzroča napetosti. Ne? Ja, zdaj, če je res na prehrano, ja, bistveno je prav v tem segmentu, kar se tiče normalnega odvajanja. Ne? Rekla sva prej, zaprtje je zelo pogosta težava, predvsem v starejšem obdobju. Ne? In seveda za seboj potegne žal lahko tudi hemoroide z zlato žilo. Zdaj, kaj je v tisti zdravi prehrani? Zagotovo dovolj tekočine, to je bistveno, ne? In pa dovolj vlaknin. Če govorimo o vlakninah, vlaknine dejansko povzročijo, da blato ostane v neki normalni konsistenci, kar sem prej rekla, da potem ne draži te hemoroidne žile, ne more poškodovati in tukaj lahko veliko torej k temu doprinesemo s tem. Tudi ljudje včasih rečejo, ja, pa jem recimo kivi je tudi takšen, ki dejansko deluje na nek način odvajalno, pa svetujemo donut, pa suhe slive, če spet gremo na neko možnost take zdrave prehrane, ne. Včasih žal pri ljudeh to ni dovolj, bi posegli po kakšnem zdravilu, tudi dodatku, ne. In tudi pri odvajalih vedno rada rečem, ne, moramo biti pazljivi, ne, odvajala, tudi če gre za naravna, ne, včasih reče, dajte mi kakšen odvajalni čaj, ker bom to konstantno pil, ne, tudi čeprav je iz zeliščnega sveta, lahko, oziroma tukaj prihaja potem do odvisnosti, črevesje brez tega stimulansa, ne bo več funkcioniralo, kar potem seveda nam na nek način olajša odvajanje, vendar brez odvajal je začaran krog. To se pravi, tukaj bodimo pri izbiri konec koncev tudi pozorni, ne? In pogosto ljudem potem svetujemo kakšno blago odvajalo, ki se lahko konstantno jemlje, ki ga ljudje brez nekih zadržkov v smislu varnosti lahko jemljajo. Recimo kakšne siropi se dobijo tudi od otrok do starejše populacije, ta pripravek popolnoma varen. In ja, v tem segmentu lahko sami veliko storimo, da potem do teh težav, kot je zlata žila, ne prihaja. Polonca, v prejšnji oddaji, ko sva govorila o krčnih žilah, ste povedali, mislim, da, če sem se prav zapomnil, neke odstotke, koliko ljudi ima težave s tem. Obstaja kakšen podatek, koliko ljudi ima težave z hemoroidi? Težko bi rekla, vendar mogoče spet tukaj ne, ženske so veliko bolj mogoče temu izpostavljene. Namreč tudi pri, kar se tiče zlate žile, hemoroidi, nosečnost, potem porod, tukaj tisti odstotek naredi svoje. Zagotovo pa potem populacija, ki recimo je fizično aktivna, to se pravi, dvigovanje se težkih bremen. Fizični delavci, tako, ne. Tukaj tudi lahko tvegamo, to se pravi, težko rečemo, ne v kateri starostni skupini, ampak ja, hemoroidi so težava, ki so izjemno pogosta. Hvala za danes, za ta pojasnila. Jaz verjamem, da tudi tisti, ki morda se ne ukvarja s temi nevšečnosti, izvedo kaj novega, ne nazadnje, pa se ne vemo, kaj nas čaka jutri, pojutrišnjem. Hvala, Polonca. Cenjene gledalke in gledalci, še ena oddaja je za nami s farmacevtom za zdravje Pomurskih lekarn. Tudi to pot je bila tista, ki nam je predstavila hemoroide, Polonca Fiala Novak, magistra farmacije, vodja Pomurske lekarne v Svetem Juriju ob Ščavnici. Torej, čim manj težav tudi v prihodnje, prihaja pomlad, začela se bodo zopet alergije, čuvajte se in postorite kaj zase. Pa srečno do prihodnje oddaje.